Lepo pozdravljeni. Danes smo ponovili vajo, ker zadeva razpis predsedniških volitev. Naše stališče se kljub temu, da je predsednik vlade odstopil, da smo se seznanili z njegovim odstopom, se ni spremenilo. Mi še vedno zagovarjamo, da se volitve razpišejo 10. junija. Zato je možno, in obstaja tudi več teh objektivnih okoliščin. Najprej je treba po tem soglasju, ki se je zgodil pri obravnavi ustavnega zakona na komisiji za nadzor javnih financ, da se sprejme ta ustavni zakon, zato so potrebni določeni roki in priprave in seveda tudi potrebno dovolj časa, da se pripravi dovolj kvalitetno besedilo ustavnega zakona, s katerim bi zaščitili interese v Sloveniji. Prav tako se zaključujejo preiskovalne komisije, nekatere so že sprejele končno poročilo, dve imata še ta postopek v teku in menimo, da ni primerno, da ta poročila obtičijo samo pri preiskovalni komisiji, oziroma da niso obravnavane na plenarnih sejah. Kakšna bo dinamika sprejemanja preiskovalnih komisij, to je odvisno tudi od dela preiskovalnih komisij. Moram pa opozoriti, da gre prav za nekatere temeljne ključne stvari, ki obremenjujejo slovensko politiko. Gre predvsem za dejanja povezana s korupcijo, za dejanja, ki so povezana s pranjem denarja, gre za dejanja, ki so ali drugače povezana s kaznivimi dejanji in bančno luknjo, tudi z nepotrebnimi ali pa predragimi investicijami. In v teh stvareh je prav, da se izrečemo na državnem zboru in tudi ta poročila potem državni zbor pošljemo preiskovalnim organom, ki bodo potem v nadaljevanju popravili svoje postopke. Najbolj bo pa odprto tudi kakšno vprašanje z področja izvajanja arbitražnega sporazuma oziroma neizvajanja arbitražnega sporazuma. Tu se postavlja nekatere dileme, tudi kaj je smiselno, ali da ustrezne postopke predlaga Evropski komisiji vlada ali pa državni zbor, parlament kot predstavnik ljudstva. In zdaj s temi stvarmi ni možno kar tako pohiteta, tako da mislim pa, da je to možno vse tako izpeljati, da bi jih naredili do razpisa volitev. To se pravi, po našem predlogu je to 10. julij. Zdaj skrajševanje rokov za razpis volitev, da ima tiste minimume, predstavlja tudi določene težave za določen del volilnega telesa. Predvsem se najbolj posega v te roke, ki so povezani z glasovanjem po pošti, predvsem pa tujina tudi je v tem primeru kriminalizirana. In menimo, da v tem konkretnem v tem času ni pravzaprav potrebne, da bi se stvari kakorkoli skrajševali in omejevali tudi možnost odločanja tega dela volilnega telesa. Nekako toliko. Če bi vsi postopki normalno teklo, potem po vašem mnenju lahko pridemo do 10. junija. Ali je potrebno neko umestno podaljševanje za približno 2 tedna? Seveda, če bi vsi ti postopki tekli po proceduri, da ne bi prišlo do kakšnega skrajševanja teh umestnih rokov, potem je 10. junij možen rok. Zagotovo. To bo povedal kdorkoli, ki se ukvarja z temi procedurami. Lahko je krajši rok, lahko tudi morda še kaj daljši rok. 10. junij je eden izmed datumov, na katerega je možno izvesti tudi te predčasne volitve. Gospod Tanko, do 10. junija je možno priti tudi, če se delimo vsaj 10 poslancev odloči, da bi iskalo mandatarja. Je vaša stranka pripravljena tudi za takšno možnost, da prispevati podpise
pri iskanju mandatarja, da bi tudi na tak način lahko prišli do denimo 10. junija oziroma do podaljšanja rokov, da se vse, kar ste prej naštevali, v parlamentu tudi izvede? No, pač te opcije so odprte, ne, za vse poslanske skupine, tudi za našo. Tudi to je ena izmed možnosti, da se pač doseže ta rok. Kot vem, pa že imate v igri, ali pa že imamo v igri nekoga, ki bi bil rad mandatar. Bi ga podprli? Nismo se odločili, ampak pravim, že ta opcija obstaja. Seznanjeni ste, ne, tako kot mi, ne, da se je gospod Weber ponudil ne za mandatarja. Lahko je pa tudi kakšno drugo ime. Se pravi, boste uporabili to orodje, če boste videli, da nekako ne pridete do 10. junija? No, nisem rekel, da ga bo uporabila, ampak možno pa je uporaba tudi tega orodja, ne, da se pač pripelje do tega datuma, ki je po našem mnenju še vedno optimalen za izpeljavo predčasnih volitev ali pa tudi rednih volitev. To bi pomenilo, da bo referendum o drugem tiru prej in da ne bo skupaj z volitvami. Zdaj, da bo referendum o drugem tiru, je težko reči, ne, ker ta datum ni v rokah državnega zbora, ampak državne volilne komisije, zdaj, kako bodo oni na osnovi obvestila sodišča sestavili ta rokovnik, pač je v njihovi pristojnosti. Zdaj, kar zadeva našo poslansko skupino oziroma našo stranko, se nam zdi, ne, da je najprimerneje, da se tako referendum kot tudi volitve izvedejo sočasno. Mnoge bogatejše države kombinirajo več ravni odločanja, ne takrat, kadar imajo tako imenovani volilni dan in ni nobenega razloga, tega ne bi storili tudi v Sloveniji, ki imamo bogata kot država, ki to počnejo. Tudi recimo v Ameriki potekajo številne odločanja, takrat, ko imajo recimo kongresne volitve, imajo tudi guvernerske, ponekod imajo cel kup lokalnih referendumov, imajo vrsto odločitev. Če je Amerika za Ameriko to spremlja, je najbrž tudi za Slovenijo in slovenske voljivce. Mene samo zanima, če bi morali eno stvar izpostaviti, ki ste si jo najbolj zapomnili, oziroma ki bo zaznamovala mandat Cerarjeve vlade, katera bi to bila ena stvar? No, da je začel upravljati tekoče posle še zdaj. Pa je.